Nekoč so sneg teptali ročno, s močmi, danes imamo težko mehanizacijo. S prednjim krogom se poravnajo te večje grbine, od zadaj je pa freza, da smelje te grude zavestica poravna. Ampak ta mehek sneg verjetno za smučanje ni najbolj fajn. To je mišljeno, da se to naredi, da to malo postoji, da zategne, da bolj zmrzne. Bistvo tega je, da mi spustimo zrak, da prej zmrzne kabino. V času, ko vidva teptata sneg, je smučišče zaprto. Ja. Se vseeno najdejo kršitelji smučali na vajne poti? Sigurno, kak dan več, kak dan manj, vedno, redko kdaj da ni do menega. Tukaj smo se zdaj vozila kar po strminah. Kaj naredite, če ostanete kje v snegu, če ne gre naprej? Kakve strmine premaguje ta teptalnik snega? Če vam te naše strmine premaguje, če ne sam, bolj s pomočjo vitle. Tako da ste pripravljeni, kaj za kamijo zahaklate? Tako. Za najbližje drevo? Ja. Kje so sidrišča, za sidrišča, kje pa ni, pa za drevo. Kaj slabše premjera, pa za drugi stroj. Štart veleslalomske proge ste tudi naredili s temi stroji? Ja. Je to kako posebno težko delo, na kaj treba biti tam pažljiv? Ja, zdaj glede na to, kakve pogoje imamo mi tukaj, ko ni ravno, imamo ravno snega v izobilju, pač treba paziti, da se ta gora snega spravi skupaj. Treba narediti neko obliko iz tega, ni to en navaden kup snega. Ja. Ko upravljate stroj z joystickom, volanom, je nekako kot igranje videoigre. Ja, samo kaj je videoigrico je malo lažje igrati, ker tam sediš lahko na kavču, pa ne rabiš paziti na nič. Tu pa seveda treba paziti na ljudi okrog sebe, treba paziti, kje je zadnji freza, treba paziti, kje je od spredaj plug. Odgovornost je velika. Ja, definitivno, sigurno. Je pa potniška kabina fino ogrevana, ne? Je, kar se tiče nekega ekstra luksuza ni, ampak vseeno, se pravi, smo na toplem. Se stroji pogosto kvarijo, dejansko so izpostavljeni težkim pogojem. Ja, čisto odvisno. Prihaja do težav, če se le da, se rešujejo sproti. Teptalnik pa je pretežno v pogonu v nočnem času, torej v temi. Stroji imajo dobro razsvetljavo, tako da s tem ni nekih težav. Je celo boljše delati za svojo razsvetljavo na stroju, kot pa z lučmi ali pa ko sonce sije oziroma ko se odpija svetloba od snega, od beline. So te snežne zveri kar požrešne? Ja, nafte strošimo kar precej. V eni noči lahko tako teptalnik spije tudi do 1000 litrov nafte.